Opozorila bi na temo, ki bo zopet potekala v torek dopoldne. To je čas, ko je namenjen tem zelo zanimivim temam. Podobno kot je bilo to na oktobrskem zasedanju, je tudi tokrat tema podnebne spremembe. Da smo na prejšnjem plenarnem zasedanju razpravljali o resoluciji, ki nam bo služila kot izhodišče na pogajanjih v Kopenhagnu. Tokrat pa smo na zasedanje povabili svet in komisijo, da bosta podala svoja stališča in da bomo razpravljali o tem, kako potem skupaj enotno delovati kot delegacija celotne Evropske unije v Kopenhagnu. Zanimivo je tudi to, da je o tem, o čemer je tekla razprava na oktobrskem plenarnem zasedanju, torej o resoluciji, bomo pa sedaj glasovali, tako da posamezne politične skupine pripravljajo amandmaje na pripravljeno resolucijo in lahko rečem, da večina mojega dela ta teden je bila posvečena prav sooblikovanju teh amandmajev. V naši politični skupini, torej v Evropskih ljudskih strankah, smo predvsem opozorili na nevarnost uhajanja ogljika, kajti zastavili smo si osnovno vprašanje, kaj želimo sploh doseči s tem mednarodnim dogovorom, in mi smo si rekli, da naš namen ni očistiti Evropo in jo očistiti tako temeljito, da bomo imeli poleg čistega okolja še, da bomo ostali še brez industrije in brez delovnih mest. Torej, naš namen je očistiti celoten svet in zato potrebujemo pa seveda tudi naše zahteve in pogajalska izhodišča taka, da bodo to omogočila. Tako da recimo zahtevamo večjo globalno odgovornost, potem spremembe se dotikajo tudi določenih zahtev, ki omogočajo stabilnost za gospodarstvo, potem poudarjamo pomen investicij v nove tehnologije in varstvo intelektualne lastnine, potem pa tudi želimo, da je resolucija čim bolj tehnološko nevtralna, predvsem podrejena skupnemu cilju, ki pomeni, da je največje dovoljeno zvišanje temperature 2 stopinji Celzija. Za naslednji teden imam pripravljeno vprašanje, ki ga bom komisiji zastavila v pisni obliki, ker si želim dobiti tudi odgovor v pisni obliki. Namreč iz Slovenije sem bila opozorjena na problem v zvezi s financiranjem v programu Life+. To je program, ki financira najboljše pobude in perspektivne projekte za razvoj v področjih Natura 2000 in zelo zanimivo je pogledati tabelo, ki kaže, vsaka država dobi neko nacionalno kvoto, koliko denarja ji sme biti dodeljenega in potem se projekte ocenjuje in ko presežejo neko minimalno zastavljeno mejo točk, ta denar dobijo. Če država ne porabi svoje nacionalne kvote, se seli denar k drugim državam in jo porabijo druge države. Zato je seveda zelo zanimiva tabela, ki kaže, kako so države porabile svoje nacionalne kvote in daleč v ospredju je Belgija, ki je porabila več kot 206%, Italija 198%, Grčija 165%, Švedska 148%. No, čisto na repu so pa države, od katerih bi človek pričakoval, da naj bi porabile več. Recimo, nič projektov niso pridobile Malta, Luksemburg, Irska, Latvija, Češka in Slovenija pa po en projekt. Slovenija tako koristi samo 19,8%, govorim za leto 2008, s tem, da je to država, ki ima največji delež svojega ozemlja pokritega z Naturo 2000. In ker to ni očitno iz tabele samo problem Slovenije, ampak skupnostni problem, opozarjam Evropsko komisijo na to, da se naj temu vprašanju bolj posveti, oziroma za začetek jo bom samo vprašala, ali je naredila analizo črpanja finančnih sredstev iz programa Life+, in če je odgovor da, me zanima, kakšni so zaključki te analize. Drugo vprašanje, ali Evropska komisija pozna vzroke, zakaj so določene države tako uspešne, druge pa bistveno manj.
In tretje vprašanje, seveda, kako bo Evropska komisija ukrepala, da bo zagotovila večjo uspešnost črpanja finančnih sredstev v vseh državah članicah, s tem pa bo seveda zagotovila skladen trajnostni razvoj v celotni Evropski uniji. Zaprosila sem za enominutni govor, v katerem želim komisijo opozoriti na hitrost obveščanja naših državljank in državljanov, kadar se začne širiti neka verižna informacija, ki je pravzaprav dezinformacija, kot je bilo recimo v našem primeru v Sloveniji glede Codex Alimentarius.